Spoštovano predsedstvo, spoštovana predsednica Nove Slovenije krščanskih demokratov, gospa Ljudmila Novak, spoštovani odlični gostje jubilejnega 10. kongresa Nove Slovenije, predstavniki medijskih hiš, dragi prijatelji, člani velike politične družine krščanskih demokratov. Vse vas prav prisrčno pozdravljam. Preko vas pozdravljam vse člane in simpatizerje Nove Slovenije, vse Slovenke in Slovence, državljanke in državljane Republike Slovenije. V mojih mislih ste ta trenutek tudi Slovenke in Slovenci, ki živite razkropljeni po zemeljski obli izven naše domovine, in vsi, ki nas spremljate preko informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Spoštovani, danes smo se zbrali, da po svoji vesti svobodno, demokratično in odgovorno razmislimo o političnem poslanstvu Nove Slovenije krščanskih demokratov v naši državi Sloveniji in v mednarodnih povezavah, v katerih nas z drugimi državami družijo skupne vrednote. Zbrali smo se, ker smo trdno odločeni izgraditi normalno Slovenijo. Po 25 letih naše lastne države je to največ, kar lahko damo svoji državi in naši domovini. Krščanski demokrati smo bili zraven, ko se je Slovenija rojevala. Zato je naravna naša odgovornost, da Slovenija končno odraste v normalno državo. Vsi vi, dragi prijatelji, krščanski demokrati, ste poroštvo, da je normalna Slovenija možna. Ne imejmo strahu pred tem izzivom, to je naša dolžnost. Ne bo lahko, saj mnogim v tej državi ni za normalno državo Slovenijo, ker že 25 let ribarijo v kalnem in imajo svoje lastne bankomate v državnih podjetjih in bankah, iz katerih so po podatkih ameriškega ekonomista in raziskovalca svetovne industrije izogibanja davkom Jamesa Onrija v tujino oziroma davčne oaze prenesli med 50 in 75 milijard evrov. Za spodbudo pri našem delu naj nam bodo misli in sporočilo našega prvega predsednika, dr. Andreja Bajuka, ki je povedal: Nova Slovenija je mogoča, trdna bo toliko, koliko bo trden njen temelj. Jaz pa dodajam, normalna Slovenija je mogoča. Njeni temelji, postavljeni pred 25 leti, so trdni. Postavili so jih slovenski krščanski demokrati in koalicija Demos. Za izgradnjo normalne Slovenije pa potrebujemo zidake, potrebujemo gradnike, ki jih bomo oblikovali po meri temeljnega programa Nove Slovenije krščanskih demokratov. Ta pa je osnovan na več kot 2000 let preizkušenih krščanskih vrednotah, ki jih še nihče ni ovrgel in jih nikoli nihče ne bo ovrgel. Krščansko pojmovanje človeka je temelj našega političnega programa in našega političnega delovanja. Je vogelni kamen našega političnega delovanja. Med pomembnejšimi gradniki normalne Slovenije želim izpostaviti demokracijo. Gospe in gospodje, demokracija bo lahko le krščanska ali pa ne bo demokracija. Protikrščanska demokracija bo karikatura demokracije, ki se bo končala z anarhijo in tiranijo. To so besede očeta Evrope, Roberta Schumana, ki v svoji knjigi Za Evropo dodaja: demokracija se je rodila in razvila s krščanstvom. Na tem sloni tudi prihodnost Evropske skupnosti. Še več, Evropa čuti dolžnost, da razen blaginje izvaža tudi krščanska načela sodelovanja. To spoznanje in delovanje je danes, dragi prijatelji, ko okoli Evrope gorijo mnogi požari sovraštva, tako zelo, zelo aktualno. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, leta 2009 nas je močno udarila ekonomska in finančna kriza.
Udarila nas je močno, ker nismo spoštovali lastnih vrednot, načel in pravil igre. Če mojega povprečnega sovaščana vprašam, ali je krize konec, mi odgovori, da ne, kriza še vedno traja, ker on ne čuti, da bi se kriza končala. Ker življenje, gospe in gospodje, s 300 evri penzije ni človeka vredno življenje. Ker življenje družine z zgolj očetovo minimalno plačo ni družine vredno življenje. Vladajoči socialisti imajo polna usta sociale, mi pa zbiramo plastične zamaške za pomoč neboglenim in jih pošiljamo na Karitas in Rdeči križ. Številke statističnega urada to podkrepijo. V letu 2015 smo ustvarili samo za 3,4% višji bruto družbeni produkt kot v letu 2008. In minilo je 7 let. In v letu 2008 je v naši državi bilo zaposlenih 61.500 ljudi več kot lansko leto. Premagali bomo krizo, ko bomo zopet postavili spoštovanje človekovega dostojanstva na prvo mesto in ko se bomo dogovorili, kaj in kako hočemo delati skupaj. Zato ni dovolj interes, niti samo ekonomija. Potrebno je redefinirati skupno vrednostno izhodišče. Samo tako lahko volja po skupni prihodnosti zagotavlja trajno dodano vrednost. Kot rodoljuba me močno skrbi podatek, da imamo v Sloveniji že 21. četrtletje zapored, torej več kot 5 let zapored, selitveni deficit državljanov Republike Slovenije. Tako se je na primer v letošnjem drugem četrtletju iz Slovenije izselilo 1326 državljanov Republike Slovenije več, kot se jih je v Slovenijo priselilo. Očitno je, da vladajoča garnitura ne bo sposobna do konca mandata izvesti modernizacije Slovenije na nobenem področju, saj ima na razpolago le še 1 leto efektivnega časa. Ta vlada torej ni postavljena za izvedbo reform, ta vlada bo morala prevzeti odgovornost za izgubljeno mandatno obdobje in stagnacijo Slovenije. Najbrž pa vsi v tej dvorani razumemo, da moramo zasluge za gospodarsko rast pripisati zgolj slovenskemu gospodarstvu, nikakor pa ne ukrepom vlade. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, dragi krščanski demokrati, pogum, vsak dan je bolj zelena naša gora. Tako je zapisal naš prijatelj, tukaj prisotni gospod Ivan Rebernik, in to v tem zveščiču leta 1968, ko se je s svojimi prijatelji Slovenci spraševal: Slovenija 1968 kam? To so bili slovenski preroki, ki so pred skoraj pol stoletja napovedali, da bo Slovenija postala samostojna država. Res tole knjižico predlagam v pazljivo branje. Danes bi želel prav gospoda Rebernika, dragega prijatelja, vprašati, ali bo morda napisal zvezek Slovenija 2016 kam? Gradimo normalno Slovenijo, ker se zavedamo, da se prihodnost še ni zgodila. Vsi smo poklicani, da jo oblikujemo, vsi smo zanjo odgovorni. Gradimo normalno Slovenijo, v kateri bo vsak lahko svobodno razvijal svoje intelektualne, podjetniške in druge potenciale na podlagi kardinalnih vrednot, to je razumnosti, zmernosti, poštenosti, pravičnosti, solidarnosti in srčnosti. To so vrednote, ki človeka držijo v takem okviru, da je konstruktiven do sveta, do bližnjih, do sebe. Se pravi,
da svobode ne zlorablja, ampak svobodo na pravi način odgovorno uporablja, da gradi in ustvarja. Gradimo normalno Slovenijo s takšnim šolskim sistemom, ki bo mlade usposabljal za izzive, ki jih prinašajo globalizacija, digitalizacija, vse večja konkurenca na vseh področjih ter po propadu komunizma tudi vse bolj, hvala Bogu, odprta družba. Gradimo normalno Slovenijo, v kateri bo dobrodošla vsaka iniciativa na ekonomskem, šolskem in zdravstvenem področju. Vsaka zasebna iniciativa mora imeti priložnost. Gradimo normalno Slovenijo, v kateri, torej Slovenijo, ki se bo zavedala, da je socialna država ustavna kategorija, za katero pa je potrebno zagotoviti stabilno financiranje. Gradimo normalno državo, v kateri bo dostojanstvo človeka v ospredju, ker je človek vrhunec stvarstva. Gradimo normalno Slovenijo, v kateri ne bo prostora za populizem in korupcijo. Gradimo normalno Slovenijo, v kateri bo vladavina prava imela domovinsko pravico. Gradimo normalno Slovenijo, ki bo spoštovala načelo subsidiarnosti, torej ki bo spoštovala lokalno samoupravo v skladu z Evropsko listino lokalne samouprave, ki bo torej spoštovala občine. In gradimo normalno Slovenijo, ki bo verodostojna partnerica Evropske zveze, ki je po deklaraciji o zunanji politiki Republike Slovenije naš temeljni in politični okvir, ki bo verodostojna partnerica Zveze NATO, kar predstavlja naš temeljni varnostni okvir. Gradimo normalno Slovenijo, ki bo varovala stvarstvo za generacije, ki prihajajo za nami. In ne nazadnje, ter s posebnimi čustvi, dragi sodelavci, gradimo normalno Slovenijo, ki bo slovenskim družinam in posameznikom varna in prijazna domovina. Družina je najvišja vrednota, meni več kot 90% vseh Slovenk in Slovencev. Krščanski demokrati pa dodajamo, družina je nedotakljivo svetišče. Dragi prijatelji, dragi krščanski demokrati, v vseh naših razmišljanjih in prizadevanjih pa naj nas vodi temeljno slovensko in krščansko spoznanje o politiki. Politika je čudovita dejavnost, kadar je v službi ljudi. Kadar to ni, je politika sistem podjarmljenja. Kot kristjani pa se zavedamo, da je politika za kristjana ena najbolj učinkovitih in univerzalnih oblik krščanske ljubezni do bližnjega. Spoštovani, ko bomo danes natočili kozarce s kongresnim vinom, dvignimo te kozarce za zdravje vseh nas. Dvignimo te kozarce za vse ljudi dobre volje, za vse Slovenke in Slovence širom sveta. Dvignimo te kozarce za novo Slovenijo in dvignimo te kozarce za normalno Slovenijo. Bog blagoslovi Slovenijo.